Kdaj sem prvič začutila raziskovalno strast? Kot otrok, sigurno že v osnovni šoli, sem vedno imela rada kakšne take poskuse, če je kaj raznesel ali pa eksplodiral, to mi je bilo blazno všeč. V bistvu sem zelo dolgo mislila tudi, da bom veterinarka, ker sem hotela pač zdraviti živali, ker je bilo to meni blizu. Ko so pred mene posadili krožnik in vilice pri kosilu, sem čisto pozabila jesti, ker sem se zagledala v te vilice in sem se začela spraševati, kako pravzaprav je to, zakaj sem jaz pravzaprav jaz in nisem te vilice. Tovrstna vprašanja so me zaposlovala že od malega. Še sem mislil, da bom študiral matematiko in šele pol tam, drug, tretji, sploh pa tretji, četrti letnik srednje šole, ker smo imeli eno odlično učiteljico umetnostne zgodovine, sem pol delal neke raziskovalne naloge, veliko smo na ekskurzije hodili, pa se mi je zdelo, da bi mogoče pa to raje počel v življenju. Ne. Sama sem biokemičarka in molekularna biologinja, ki deluje na področju veterinarske medicine. Pri svojem delu proučujem viruse in pa bakterije. Ja, jaz sem speleobiologinja. Kaj to pomeni? Jaz sem biologinja, ki se ukvarja z raziskovanjem podzemeljskih živali. Speleobiologija je veda, ki se je začela, se je rodila v Sloveniji. Torej, moje delo, jaz sem sinologinja. Sinologija je v bistvu stroka oziroma študij, ki je vezan na kitajski jezik in kulturo. Ko vedno sprašujejo, kaj pa humanistika sploh prinese. Ne? To je isti problem pri vseh temeljnih znanostih, kjer ni direktnega finančnega učinka. Skratka, nič direktno ne prodajaš. In pri umetnostni zgodovini, pa pri humanistiki je tudi ta problem seveda. Dostikrat ti učitajo, pa sej nič ni nobenega profita od tebe. In potem preko slej pristaneš na robu ene jame oziroma na robu enega brezna. In tam se tebi pot konča ali pa ne. In meni se ni, ker sem se odločila, da grem pač na jamarski tečaj. Podzemlje je veljalo za neprijazno okolje, tam je itak tema, še med ljudmi so bile vraže, da tam živijo pa zmaji, pa tako naprej, da tja pa res ni zahoda. Mogoče bi sama izpostavila še dodatno oviro, ki je birokracija, s katero se znanstveniki iz dneva v dan, bom rekla, v večji meri ubadamo in se včasih vprašaš, ko prekladaš cel dan papirje, a sem zato sploh študiral. Če ne je bilo znanstvenega raziskovanja, bi se pač še vedno nahajali v kameni dobi ali pa še kje prej. Včasih ne vemo, kako bo nekaj koristilo človeku v času, ko se ukvarjamo z raziskovanjem nekega problema. Raziskovalno delo je zagotovo gonilo celotne civilizacije, celotnega razvoja. Kar se mladih tiče, jaz mislim predvsem to, da morajo biti radovedni. Ne glede na to, zakaj se pol odločijo, ali je to zdaj naravoslovje humanistika, če manjka radovednost, pol je to slabo. Pravijo, da smo nori. To je tako idealistično, to je tako težko reči, res. Če se lepši izrazim, smo samo posebni. Bog ne daj, da bi šel na turistično vodstvo, ki je recimo po Italiji s kakšnim turističnim vodnikom, ki bi živce zgubil takoj. Ja, pa če je res. Pozabili smo luči ugasniti, da bi imela ta občutek, to mi je pa žal. A sta ji? Ni pa s tem rečeno, zato da bomo seveda vrgli puško v koruzo. Nikakor ne. Tega nimamo v načrtu.